Dobro jutro iz Mariborskega nabrežja, tukaj je Valentin Rozman, ura je 20 minut čez 5, spat sem šel v polnoči in danes začenjam vloganje, dnevno video snemanje iz Mariborskega nabrežja in najprej majčkeno pokažem okolico, da boste videli, da sem dejansko ob reki Dravi, na levem delu, majčkeno pod Koroškim mostom, in tako izgleda okolica, na cerkvico tamle v ozadju in pa most, Koroški most, potka. Začenjam pa danes vloganje ob enem zanimivem grafitu. No, torej, tokrat bom govoril pa o meddimenzijskem portalu. Zdaj boste pa vprašali, kaj je to, kaj hudiča je meddimenzijski portal. Ja, no, zadeva se sliši majčkeno tako fantastično, pa tudi je fantastična, ampak se jo da razložiti, je taka realna, ki se jo da se jo preizkusiti. V povezavi z meddimenzijskim portalom obstajajo kanali, obstajajo ljudje, ki so zmožni kanaliziranja sporočil v smislu komunikacije z drugimi bitji iz drugih dimenzij oziroma z pokojnimi dušami iz zasmrtja, iz tistega kraja, kamor gremo po smrti, ko umremo, ko zapustimo svoje fizično telo. Kaj je zdaj razlika med portalom in kanalom? Kanal je oseba, ki ima prirojeno zmožnost, da komunicira z pokojnimi kao dušami, z bitji iz zasmrtja, z angeli in podobno. In ta bitja so bila del sistema zasužnjevanja in predprogramiranja naše realnosti iz strani duhovne hierarhije. Zdaj, kako to vem, od kod prihajajo te informacije, ki jih razširjam preko teh dnevnih videodnevnikov? No, začetek raziskovanja je v Južnoafriški republiki. S tem je začel gospod po imenu Bernard Pullman, blizu mesta Durban. On je sicer belec, študiral je šolo za pravnika, potem je delal kot kriminalist in je želel priti do odgovora, zakaj obstaja kriminal na svetu, zakaj je nasilje, revščina, pomanjkanje. In ker je imel v družini tudi določene ljudi, ki so bili recimo vrači, je stopil do njih in poskušal dobiti odgovore na ta vprašanja tudi od teh naših tako imenovanih varuhov, osebnih varuhov, angelov, duhovnih mojstrov, ampak od njih ni dobil zadovoljivih odgovorov. Ni dobil točna, kristalno jasna vprašanja, zakaj stvari na tem svetu so take, kot so, ampak je dobil neka generične odgovore, kot v smislu, ja, vse v najlepšem redu,
Tukaj smo zato, da se učimo preko trpljenja, vsak ima svojo karmo, ki jo mora predelati in tako naprej. Zanimivo je pa to, da glede karme, da recimo moraš na tem svetu trpeti zaradi grehov v preteklem življenju, ampak kako boš potem ti zagotovil, da ne boš ponavljal enakih napak, ko si jih počel v prejšnjem življenju, če se v trenutku inkarnacije nečesar več ne spomniš, če pozabiš na svoje prejšnja življenja. In ta povsem logična vprašanja si je zastavljal ta gospod Bernard Pullman. In ker je vedel, da kanal lahko postane praktično vsak, je izbral določeno osebo, eno mlado deklico po imenu Sunette Spies, in jo je natreniral, da je postala ta duhovni kanal. Kar se je pa pred nekaj leti zgodilo, je to, da se je preko nje skozi postopek treninga za duhovni kanal preko nje odprl meddimenzijski portal. Torej, kaj je razlika med duhovnim kanalom in meddimenzijskim portalom? Človek, ki deluje kot duhovni kanal, še vedno ostane inkarniran v svojem fizičnem telesu. Torej, še vedno je tukaj in samo v nekem smislu svojo glavo stakne skupaj z duhovnim bitjem in preko uma interpretira sporočila. Na večino kanalov je tudi delalo na ta način, da v bistvu ni komuniciralo z določenim bitjem, z določeno pokojno dušo, ampak je samo interpretiralo auro oziroma miselne vzorce osebe, ki je prišla k njim na duhovni posvet. Meddimenzijski portal pa je oseba, ki je zmožna zapustiti fizično telo in dejansko priti v onostranstvo ter komunicirati z drugimi bitji. Sunette Spies je torej dobila sposobnost, da se popolnoma odreinkarnira, torej pri svojem živem telesu zapusti svoje fizično telo, gre v onostranstvo, raziskuje in pride nazaj in poroča, kaj se tam dogaja. Kar je še bolj zanimivo, je pa to, da v času njene odsotnosti iz njenega fizičnega telesa je njeno telo nenaseljeno in na voljo za to, da lahko druga živa bitja pridejo v njeno telo in uporabljajo njeno telo za komunikacijo, torej se začasno inkarnirajo. In ta postopek odhoda iz njenega fizičnega telesa in vračanje nazaj v telo je zelo preprosto in enostavno z izdihom. Z izdihom zapusti telo in potem tudi nazaj se vrne tako, da vdihne in se nazaj inkarnira. In Bernard in njegovi prijatelji so začeli snemati te stvari, kako je ona odhajala iz telesa in se vračala, in tudi pogovore z bitji, ki so se potem inkarnirali začasno v njeno telo, in nastali so tako imenovani meddimenzijski intervjuji. Torej, pogovori z osebami, ki so bila
včasih inkarnirana v tem fizičnem telesu in so prišla preko portala nazaj poročati o določenih stvareh, marsikaj povedati, in pa tudi za osebami, ki niso bila nikoli inkarnirana v tej fizični dimenziji. Jaz sem osebno šel pred nekaj leti v Južnoafriško republiko na obisk, se spoznal z Bernardom Pullmanom, za sonet spis. Naredil sem tudi precej fotografij. Povezave do njih bom nalepil v opis tega videoposnetka, tako da si jih pogledajte. Vsak lahko gre v Južnoafriško republiko, osebno spozna sonet, se pogovori z njo in ona piše tudi spletni dnevnik, študira psihologijo, živi povsem neko normalno življenje. So pa vse te informacije, ki prihajajo iz portala, zelo fascinantne. Evo, zdaj sem pa prišel do moje končne točke, do Brvi, čez reko Dravo, do Peš-Brvi. Torej, na ta način so se posneli številne videoposnetki in audioposnetki, ki so sedaj na voljo celotnemu človeštvu, za zelo natančno, praktično in funkcionalno razlago o tem, kako ta svet deluje. Zato, da si bomo lahko pomagali razumeti samega sebe, naš misli, čustva, naša dejanja, naše miselne vzorce in da bomo lahko spremenili naše delovanje tako, da bo najboljše za vse, da bomo prenehali z nepotrebnim pobijanjem, trpljenjem, pomanjkanjem in da bomo lahko končno zaživeli na tem svetu v polnem izobilju. Torej, vabim vas, da si pogledate to super zanimivo gradivo in da tudi vi začnete sodelovati z našo raziskovalno skupino, da začnete delati proces preobrazbe miselnih vzorcev, da začnemo skupaj pripravljati sistem preobrazbe politike, družbe, gospodarstva na tem svetu in da ustvarimo resnični, praktični raj na zemlji. Dobrodošli!